Jaz mi je vzredno veselje in čas, da ste se udeležili te proslave 54-letnice našega inštituta, ki smo seveda počastili tudi z omenjenimi nagradami. Kot rečeno, posvečamo to priznanje velikemu morskemu biologu, profesorju Miroslavu Zeju, ki je polagal temelje tega inštituta in sledil sodelavci seveda cilju osnovati raziskovalni inštitut, ki pa ne bi deloval na področju morske biologije, kajti sam je bil morski biolog, ampak tudi na drugih področjih biologije in seveda drugih živih organizmov. Danes lahko rečemo, da raziskujemo vse od bakterije do človeka. Zdaj, na tej poti, ki ni bila lahka, je uspešno kljuboval, premagoval številne težave, družbene, finančne, strokovne in osebne, a cilj je bil dosežen. Tu smo mi, njegovi nasledniki, in tu je danes sodobna raziskovalna inštitucija. In z enakimi cilji spoznati to nenavadno naravo živega, prepletajoče se oblike življenj, mnogih milijonov živih biti, boreč se za svoj obstoj, vztrajno, delovalno, trmasto do konca, oziroma bolje rečeno od začetka poti svoje evolucije do danes. Po zakonitostih, seveda, ki jih Darwinova evolucija in Darwinov nauk pač predvidevata. Želeli bi verjeti, da je Homo sapiens najbolje, kamor je ta evolucija pripeljala do sedaj. Ampak, seveda, v zadnjem času, ko prav ta vrsta vztrajno uničuje naravo in se zdi, da kot če spravlja planet z tečajev, pravzaprav težko verjamem, o tem nisem več čisto prepričana. Kaj človeka vodi v taka dejanja? Je predmet raziskav evolucijske psihologije. Ali lahko razumevanje načel, po katerih je evolucija oblikovala naše osnovne moralne vzgibe, tudi pomaga pri ugotavljanju, kateri so pravi in kateri so smiselni, se sprašuje avtor knjige Moralna žival Robert Wright. Analiza vrste študij z tega področja pa vendar zaključuje, da sta človeška vrsta in človeška usoda eno in isto. In da naša narava oblikovuje tudi do neke mere našo moralo. Jaz bi se pridružila tej optimistični tezi, da imajo vse tiste lastnosti, ki držijo družbo skupaj in zaradi katerih ima naša vrsta tako visoko mnenje o sebi. Namreč altruizem, sočutje, občutek za pravičnosti, vendar je tudi neko trdno gensko osnovo. Menim, da je prav znanost tisto področje dejavnosti, kjer naj se slednje izkazuje in da so raziskovalci tisti, ki po definiciji sledijo načelom poštenosti, tako pri svojem delu, kakor tudi v svojem osebnem življenju. No, to vse pa naj velja tudi za moralo družbenih dejavnosti, če hočete odnosov v politiki. Ne gre skrivati, da so prav ti v naši družbi v zadnjem času v krizi. Zato menim, da je naša naloga tudi, da s svojimi dejanji in prizadevami na vseh teh področjih prispevamo, pomagamo, dajemo nek zgled, da se iz te krize morda izvije družba in seveda izvijemo mi. Torej, 54 let je tista starost nekega uspešnega raziskovalca, ko si pač ustvari, kar je posejal v mladosti, torej svojo lastno skupino, veliko po svojih del, priznanost, seveda tudi veliko mladih uspešnih raziskovalcev. In prav to velja tudi za našo inštitucijo, prav to velja tudi za NIP. In ob tem bi se zahvalila predvsem svojim sodelavcem, ki so tako vztrajno in res dobro prispevali k tem, da je pač inštitut vsako leto izkazuje boljšo znanstveno, večjo znanstveno odličnost in v predverju je vedno poročilo stiskano prav za to priliko, ki ga prosim lahko vzamete, kjer so razvidni naši letošnji rezultati. Seveda v zadnjem času postati v slovenskem prostoru seveda nekako vedno težje. Gre za pomanjkanje sredstev, kot znano, gre za postavljanje na mesto postavljanje novih birokratskih okvir, na mesto, da bi jih pravzaprav poenostavljali. Gre za vrsto pravzaprav situacijo, ki nekako sledi tudi našo mednarodno konkurenčnost. In še več, naj se dotaknem še malo letošnjega burnega družbeno-političnega življenja in spremembe, ki jih vsi čakamo, ki prinašajo morda nova upanja, a opažam, da beseda znanost pravzaprav izgine iz političnega besednjaka.
Zelo malo se govori o razvoju in znanosti in vlogi znanosti v njem. In sprašujemo se, kam nas ta pot vodi in če bomo prestali pravzaprav ta krizni, rečemo, stresni test. Če bo naša znanost na stresnem testu padla, je ne bo nadomestila tuja znanost, kot lahko recimo nadomesti banke pa celo podjetja. Znanost pri nas enostavno več ne bo, saj tujcev v okolje, ki je neprijazno do te dejavnosti, tudi ne bo. Tudi uspešnih Slovencev vedno manj, razvoj, na katerem pa temelji potem tudi naše novo inovacijsko gospodarstvo, tudi tega ne bo, ta se bo celil prek naših meja, skupaj z njimi. Slogan, ki ga slišimo včasih, da pač ni slovenske znanosti, da je znanost le svetovni splet znanj, je pravzaprav pesek uči, saj znanje, samo znanje, ki nastaja na naših tleh, obrodi tudi blagostane za nas, za naše ljudi in na naši zemlji. Tako da na koncu končam z optimizmom, kljub vsemu, ki smo ga podedovali še od naših prednikov in ki še vedno živi v našem inštitutu, o čemer vam bodo pa tudi pričali naši nagrajenci, nekaj povedali o svojem delu. In nazadnje naj našo mednarodno vpetost tudi simbolično opredeli nagrada, ki jo bomo dali našemu mednarodnemu sodelavcu, strokovnjaku z Nizozemske, profesorju Romu Banotnu. Več o tem kasneje. Nazadnje pa vam res želim, da bi to popoldne preživeli, da bi slišali nekaj novega, zanimivega, preživeli lepo in da bi spoznali nekaj novih znancev morda, pa tudi srečali stare in se z njimi poveselili po dobri slovenski navadi ob kapljici, saj so res časi martinovanja in na to nazdravljamo. Skratka, pozdravljeni in lepo popoldne. Hvala lepo. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, cenjene kolegice in kolegi, v današnjem nagovoru se želimo osredotočiti na težave, pred katere so postavljene mlade slovenske znanstvenice in mladi slovenski znanstveniki. Znanstveno delo se pričenja z doktorsko disertacijo. Slovesno podeljevanje doktorskih časti se je začelo že v srednjem veku. Doktori so tedaj uživali skoraj enake časti kot plemiči. Seveda so se srednjeveški doktorati bistveno razlikovali od današnjih. Predvsem je šlo za osvojitev že znanega in ne za napredek v znanosti. Dizertacije so bile do 18. stoletja napisane v latinščini. Podelitev doktorske časti pa je bila predvsem povezana s pravico poučevanja na univerzi. Že v 19. stoletju je doktorat postal znanstveni doktorat, ki se podeljuje za doktorsko delo, ki je dovolj kvalitetno, da se objavi v znanstveni reviji in predstavlja vsaj majhen prispevek k znanju človeštva. Prvi zapis v knjigo doktorjev Ljubljanske univerze izhaja z dne 15. julija 1920. Zanimivo je, da je bila prva doktorica znanstvenica in ne znanstvenik. Doktorica Ana Majer je najprej študirala fiziko in kemijo na Dunaju. Po absolutoriju je študij nadaljevala pri profesorju Samcu v Ljubljani. V svoji dizertaciji razpravlja o učinkovanju formalina na škrob. V preteklosti so doktorat znanosti zagovarjali večinoma raziskovalci, ko so bili na višku svoje znanstvene kariere. Izvirno temo dizertacije je predlagal tako kandidat sam. Današnja situacija je bistveno drugačna. K doktoratu pristopajo kandidatke ali kandidati večinoma takoj po zaključeni drugi bolonjski stopnji. Doktorski študij traja samo 2 leta in pol. Danes temo dizertacije doktorandu bolj ali manj predlaga mentor. Pravilo je, da je mentor tudi soavtor znanstvenega članka. Vse bolj pogosto pa opažamo, da se tudi vodja raziskovalne skupine smatra za upravičenega za soavtorstvo pri člankih, ki nastanejo iz dizertacije. Tu se je potrebno zavedati, da se kot avtor skupinske objave lahko podpiše, da kdor izpolnjuje naslednje 4 pogoje. Da je bistveno prispeval k zamisli ali kreativnemu ali analitičnemu delu, da je pomembno sodeloval pri pisanju objave, da je prevzel vso odgovornost za končno verzijo rokopisa in da je sposoben natančno opisati svoj prispevek k delu. Mlademu slovenskemu znanstveniku in še bolj znanstvenici se po doktoratu ne piše najbolje. Vladni predlog proračunov za preteklo in letošnje leto je predvidel nadaljnje krčenje finančnih sredstev za znanost. Ker so mladi raziskovalci, ki pripravljajo doktorske naloge, zaposleni za določen čas,
je zelo verjetno, da univerze in inštituti nove pogodbe o zaposlitvi z njimi ne bodo sklenili. V letu 2013 je zaključilo usposabljanje mladih raziskovalcev 2-krat več doktorjev kot navadno. Saj se je združilo 4,5-letno financiranje predbolonskih doktorskih študentov in 4,5-letno financiranje bolonskih doktorskih študentov. Obstaja velika verjetnost, da se bo v letih 2013, 2014 in 2015 vsaj 300 mladih doktorjev znašlo v situaciji, ko bodo morali službo iskati v tujini. Res je sicer, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prav zaradi tega v avgustu 2014 objavilo, nato izpeljalo javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere. Ta akcija pa je zaradi razmeroma skromnega obsega sredstev, ki je bila na voljo, le delno ublažila problem. Evropska znanstvena fundacija v lanskem letu ocenila delo naše agencije za raziskovalno delo. Po njem evropski ocenjevalci pravijo, da je slovensko raziskovalno okolje v splošnem premalo odprto. Premalo odprto, da bi privabile odlične mlade raziskovalce in jim omogočilo vstop v akademsko in raziskovalno neodvisnost. Agencija bi se morala po njihovem mnenju osredotočiti na zelo pomembno področje gradnje znanstvene posebnosti. Omogočati bi morala več priložnosti in perspektiv za razvoj, ohranjanje in privabljanje odličnih mladih znanstvenikov in raziskovalcev, to je Slovencev, ki se vračajo iz tujine, neslovencev iz tujine in raziskovalcev, za katere želi, da ostanejo doma. Da visoko kvalitetni Slovenci zapuščajo domovino, smo navajeni že od Trubarja dalje. Približna ocena pa govori, da celotno izobraževanje novega doktorja družbo stane vsaj $500 000. To pomeni, da se prav lahko zgodi, da bomo drugim evropskim deželam in Združenim državam Amerike poleg 300 doktorjev znanosti podelili še $150 milijonov. Tako je razumljivo, da je skrb za mlade znanstvenice in znanstvenike posebno pomembna, saj so prav oni najobčutljivejša populacija v znanosti. Povečati je potrebno delež aplikativnih podoktorskih projektov, ki jih sofinancirajo gospodarske organizacije. Dograditi je potrebno shemo podoktorskih projektov, v katerih se podoktorski raziskovalec po koncu izvajanja projekta skupaj s svojo raziskovalno tematiko, tehnologijo ali izdelkom preseli v gospodarstvo. Smiselno bi bilo tudi vpeljati takšno shemo projektov, v kateri podoktorski raziskovalec, ki je bil predtem mladi raziskovalec, ustanovi lastno visokotehnološko podjetje na osnovi znanja, ki ga je razvil v okviru doktorskega študija. Trenutno se mladi doktori in doktorice težko vključujejo v raziskovalne skupine. Še najboljša možnost so evropski projekti, ki pa omogočajo zaposlitev komaj za 3 leta. V teh 3 letih se morda prikaže priložnost za asistentsko mesto na univerzi. Izprazni se kakšno mesto v raziskovalni skupini inštituta ali pa, kar se zgodi najpogosteje, raziskovalna skupina pridobi nov evropski projekt in potrebuje raziskovalca za nadaljnje 3 leta. Takšno negotovo stanje sprejemajo številni mladi doktorji. Je pa nesprejemljivo za mlade znanstvenice, saj je čas po doktoratu točina. To je vršno tudi eden od najpomembnejših vzrokov za tako imenovani učinek steklenega stropa. Medtem ko so ženske dosegle pomemben napredek v deležbi v pedagoškem in raziskovalnem delu, je ta napredek precej nižji v kariernem napredovanju. V splošnem pa je mogoče reči, da predstavlja sedanji krizni čas prelomnico ne samo za mlade, ampak tudi za starejše znanstvenike. Oziroma, lahko rečemo za celotno znanost kot družbeni podsistem. Znanost se namreč ne more izogniti svoji soodgovornosti za razvoj družbe. Še več, od znanstvenikov se pričakuje, da bodo s svojim znanjem, angažiranjem in odgovornostjo bistveno prispevali k izhodu iz krize. To pa bomo dosegli samo s predanim in inovativnim znanstvenim delom, s kakršnim se odlikujejo današnje nagrajenke in nagrajenci. Za njihove uspehe jim iskreno čestitam. Današnjo slovesno podelitev nagrade Miroslava Zajla in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo začenjamo s svečano razglasitvijo vseh tistih, ki so v obdobju od 1. oktobra 2013 do 30. septembra letos pridobili doktorske nazive. Prosim direktorico NIVA,
profesorico dr. Vinco Tamaro Lah-Turnšek in profesorico dr. Marino Levastja, predsednico natečajne komisije za nagrade, da doktorjem znanosti podelita priznanja. Doktorande prosim, da po prejemu listine počakate še malo na odru, da opravimo skupno fotografijo. V preteklem šolskem letu so doktorirali dr. Čavčat Bunjenosit, ki ga danes žal ni z nami. Dr. Dejan Borgjan. Dr. Maja Derling. Dr. Andreja Kavčič. Dr. Nataša Mehle, ki danes žal ni z nami, se je službeno na tujem. Potem naslednji, dr. Boris Petelin. Marko Bezdelc. Neža Podrgas. Doktorica Monika Primon. Doktor Matevž Rubar, ki pa ga danes ni z nami, tudi on se službeno nahaja v Londonu. Naslednja je direktorica oziroma doktorica Iva Talaber. In najbrž se doma ukvarja z malo taro. Naslednja je doktorica Jana Vojpla. Doktorica Vera Zgonik. In 15. novi doktor, dr. Klemen Zupančič. Vse je pripravljeno, da gremo od enega do drugega doktorja znanosti in seveda izročimo ustrezne dokumente. Seveda v vsakem stisku roke, pa bomo tudi močno zaploskali. Torej, Dejan Borgjan, Maja Derling. Mili Glavaš. Doktorica Andreja Kavčič. Prihaja dr. Boris Petelin. Dr. Marko Bezdelc. Posvetimo se doktorici Neži Podrgas. Svojo listino bo zdaj prejela doktorica Monika Primon. Prihaja doktorica Jana Vojvoda. Aplavz za doktorico Vero Zgonik.
je še dr. Klemen Zupančič. Zdaj bomo naredili še tisto, da pravimo gasilsko fotografijo novih znanstvenikov, seveda tudi podeljeval. Nekdo, ki bo prejel nagrado NIVA za izjemno doktorsko delo na področju raziskovalne dejavnosti inštituta. Prosim predsednico natečajne komisije za nagrade NIV, profesorico doktorico Marino Dermastja, da predstavi poročilo natečajne komisije za nagrade znanstvenega sveta NIV. Komisija za nagrade pa sestavi profesor dr. Boris Ket, profesor dr. Gregor Anderluh, profesorica dr. Alenka Malej, profesorica dr. Kristina Gruden in profesorica dr. Marina Dermastja kot predsedujoča komisiji, je imela letos zares zahtevno nalogo, saj smo morali izbrati najboljše doktorsko delo kar izmed teh 15 ravnokar predstavljenih. Po ocenjevalnih kriterijih odličnosti naloge, kateri so bili objavljivost naloge v znanstvenih publikacijah, odličnost publikacij, prvo avtorstvo doktoranda in citiranost del, smo za izjemno doktorsko delo v preteklem obdobju izbrali nalogo dr. Maje Derlink, ki jo je izdelala pod mentorstvom docentke dr. Mete Virant-Doberlet. Rezultati doktorske naloge z naslovom Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes curtis 1883 Hemiptera cicadelide so bili že objavljeni v 4 znanstvenih člankih. Od teh sta bila 2 objavljena v revijah, ki jih Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije kategorizira kot A1, eden v kategoriji A2 in eden v kategoriji A3. Na 2 od teh člankov je kandidatka tudi prva avtorica. Nagrado Nacionalnega inštituta za biologijo za izjemno doktorsko delo na področju raziskovalne dejavnosti inštituta letos prejme dr. Maja Derlink, ki jo tudi vabim, da se nam pridruži. Še ena potrditev torej za izjemno delo. Zaploskajmo. Govoriti moramo še glavni nagradi. Najprej pa prisluhnimo poročilu natečajne komisije za nagrade znanstvenega sveta NIV. Zato le prosim predsednico komisije, da predstavi poročilo. Natečajna komisija za nagrade Miroslava Zeja v že prej imenovani sestavi je v zahtevanem roku prejela 2 vlogi za nagrade Miroslava Zeja, in sicer predlog profesor dr. Vlada Malačiča in profesorja dr. Lovrenca Lipeja za veliko nagrado Miroslava Zeja za življenjsko delo na področju dejavnosti NIV in predlog docentke dr. Bojane Žegura za nagrado Miroslava Zeja za izjemne dosežke v zadnjih 5 letih na področju dejavnosti NIV. Komisija je znanstvenemu svetu NIV predlagala, da se nagradi kandidatoma podelita, ker so člani znanstvenega sveta NIV potrdili na svoji 165. seji z dne 22.10.2014. Lepa hvala. Slišali smo torej poročilo. Najprej bomo podelili nagrado Miroslava Zeja za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti inštituta. Zatorej prosim predsednico znanstvenega sveta NIV, izredno profesorico doktorico Jano Želj, da razglasi nagrajenko. Nagrado Miroslava Zeja za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIV v zadnjih 5 letih prejme izredna profesorica dr. Metka Filipič, ki jo vabim, da se nam pridruži. Vabim tudi direktorico profesor dr. Tamaro Lah Turenšek, da podeli nagrado.
Filipič je članica kolektiva Nacionalnega inštituta za biologijo od leta 1996 in od leta 2005 vodi oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka. V zadnjih letih se je v Sloveniji in širše uveljavila kot prodorna znanstvenica na področju temeljnih in aplikativnih raziskav genetske toksikologije. Raziskuje mehanizme genotoksičnega delovanja cianobakterijskih toksinov, nanodelcev in mutagenov, ki nastajajo v hrani pri visokih temperaturah. Zaščitno delovanje snovi naravnega izvora proti genotoksičnim učinkom prehranskih in okoljskih karcinogenov in mehanizme delovanja ostankov citostatikov v okolju na netarčne organizme. Profesor Filipičeva je objavila več kot 70 izvirnih znanstvenih člankov v revijah z visokim dejavnikom vpliva, med njimi so 3 pregledni. V zadnjih 5 letih je objavila 5 člankov v prestižnih revijah in je soavtorica 6 poglavij v monografskih publikacijah. Vodi številne nacionalne in mednarodne projekte. Med slednjimi še posebej izstopa evropski projekt Cytotred, po katerem je NIP vodilni partner in v katerem sodelujejo raziskovalci iz 7 evropskih držav. Profesorica Filipičeva je tudi izjemno inovativna pri razvoju novih metod za določanje genotoksičnosti. Na osnovi njene ideje je skupaj s sodelavci z Onkološkega inštituta razvila alternativni testni sistem in vitro za hitro zaznavanje genotoksičnosti. Namenjen je presejevalnemu testiranju novih spojin v farmacevtski, kozmetični in prehranski industriji in monitoringu onesnaževanja okolja. Leta 2011 je bil temu izumu podeljen patent Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vključuje se tudi poučevanje študentov na različnih dodiplomskih in podiplomskih programih. Pod njenim mentorstvom je že diplomiralo 30 študentov, uspešno doktoriralo pa jih je 9. Kot članica znanstvenih odborov in ekspertinja aktivno deluje v več slovenskih in tujih mednarodnih združenj. Je tudi članica več uredniških odborov, med njimi prestižnih revij Modation Research in Reviews in Modation Research. In sedaj le seveda vabim, da nam spregovori tudi nagrajena. Izvolite. Hvala za besedo. Zelo sem počaščena, da sem prejemnica tega velikega priznanja, ki pa ni priznanje samo meni, ampak je priznanje mojim sodelavcem, mojim doktorantom in pa tudi študentom, ki so bili ravno kar omenjeni, to je timsko delo. Torej, kot veste, se ukvarjam z genetsko toksikologijo, zato sem nekaj bom pa malo povedala o tem, kje pa kdaj se sploh soočamo s temi nevarnimi snovmi. Dejstvo je, da so povsod okrog nas. Včasih so mislili, da so to samo pesticidi, pa kakšni posebni strupi. Danes vemo, da so te snovi vse povsod, v hrani, v okolju, v zraku. In pomembno je, da jih pravočasno v glavnem, da jih identificiramo. Zakaj so nevarne? Zakaj so te snovi tako posebne in nas tako zaskrbljujejo? Zaradi tega, ker povzročajo poškodbe genetskega materiala, te poškodbe lahko povzročijo mutacije in če mutacije nastanejo v telesnih celicah, je posledica lahko rak in tudi druge degenerativne bolezni, medtem če nastane v spolnih celicah, so to genetske bolezni. Problem je pa v tem, da te snovi, ko smo izpostavljeni, delujejo že pri zelo nizkih koncentracijah. Nič ne bolijo, nič ne čutimo, ni nam slabo, nič ne bruhamo, ampak posledice se pokažejo čez desetletja, čez 30 let, mogoče še v naslednjih generacijah. Zaradi tega je pomembno, da se pravočasno identificira, da se ugotovi tudi mehanizme delovanja, da na osnovi tega lahko potem ocenimo tveganje in tudi uvedemo ustrezne ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje teh tveganj. Načeloma sta to dva načina preprečevanja izpostavljenosti, vedno to ni mogoče, zaradi tega je pomembna tudi kemoprevencija. No, če zdaj samo na kratko povem tiste glavna področja raziskav naše skupine, kjer smo postali tudi prepoznavni v svetovnem merilu na področju raziskav genetske toksikologije, so raziskave kadmija. Problem s kadmijem imamo še zdaj, čeprav so ga že prepovedali, uporabo in tako naprej.
kot vidite, pred leta 12 je EFSA, to se pravi Evropska agencija za varno hrano, postavila dopustno mejo, tedensko mejo izpostavljenosti na 2,5 mikrograma na kilo telesne mase na teden, to se pravi, in kar nekaj področij Evropije, kjer so te vrednosti presežene. Naš doprinos pri teh raziskavah, del je bil upravljen tudi na Univerza Columbia v New Yorku, je, da kadmik je karcinogen, povzroča tvorbo kisikovih zvrsti, predvsem pa tole, da zavira popravljanje poškodb DNA. Kaj to v bistvu pomeni? To pomeni, mi smo, kar sem izpostavljala, celi vrsti genotoksičnih snovi. In če jemo recimo zrezek, ki ima heterociklične amine, javno pa kontaminirano solato, je to zelo slabo. Če jemo to solato, to se pravi nekontaminirano, je to zelo koristno, zaradi tega, ker zelenjava in sadje vsebujejo vrsto zaščitnih snovi, ki preprečujejo oziroma zavirajo nastanek poškodb zaradi prisotnosti genotoksičnih snovi. Drugo področje, ki je bilo že omenjeno, so cianobakterijski toksini. Teh smo se lotili pravzaprav zato, ker je na inštitutu so raziskave cianobakterijskih toksinov že dolgoletne, vendar predvsem so bile v prejšnjem času predvsem z okoljskega vidika. Nas pa je zanimalo potem tudi, kako delujejo toksično. Recimo najbolj proučene mikrocistine LR, tega je tudi največ. In znano je, da je možen karcinogen za ljudi. Vendar mehanizem delovanja se predpostavlja, da ni genotoksičen, da je drug mehanizem. No, mi smo pokazali, da tudi povzroča genotoksične poškodbe, ampak bolj pomembne so pa zdaj te zadnje raziskave cilindrospermopsina. Ta se je pokazal tudi v evropskih vodah, včasih so mislili, da je to samo v Južni Ameriki, ampak je skazalo se tudi v naši, tudi v Sloveniji smo ga že detektirali. In se je skazalo, da deluje popolnoma drugače kot mikrocistin. Neposredno se veže na DNA, kar pomeni, in je mnogo bolj aktiven od mikrocistina, kar pomeni, da je verjetno bolj nevaren od mikrocistina. Vendar je mnogo manj raziskav. Po mojem mnenju je bolj nevaren, vendar so potrebne nadaljne raziskave, da se to potrdi ali pa uvrže. No, omenjena je bila tudi nanotoksikologia. Nanotehnologije se izjemno hitro napredujejo in problem toksikoloških lastnosti nanodelcev prihaja vedno bolj v spredje. No, mi smo raziskovali mehanizme genotoksičnega delovanja titanijevega dioksida. Najbrž boste vprašali, zakaj pa raven tega. Mi smo pravzaprav imeli čisto drug plan, da bomo razvili neke testne sisteme, ki bojo na nek realni način bomo z njimi lahko zaznavali toksičnost nanodelcev, pa smo si izbrali najprej titanijev dioksid kot material, ki je inerten, zaradi tega, ker titanijev dioksid se smatra kot inerten. Ampak potem smo se kar 4 leta ukvarjali samo z njim, ker se je izkazalo, da v nanoobliki je daleč od tega, da bi bil inerten. Imamo ga pa povsod, tukaj par slic maknemo, to se pravi v kremah za sončenje, v pastah za zobe, v čokoladah in tako naprej. In ugotovili smo, da ni odvisna to genotoksičnost od velikosti, ampak od kristalne oblike. Bolj pomembno je pa tole, smo izvedli poskuse, ki jih pred nami še nobeden ni, da smo titanijev dioksid, ki je fotokatalitičen, predobsevali, uporabljali se skupaj z UV za fotokatalizo. Mi smo ga pa predobsevali in potem testirali, ali je genotoksičen ali ne. In pokazalo se je, da je genotoksičen ne glede na velikost delcev. Tudi normalne velikosti delci so bili genotoksični, ki niso bili brez predobsevanja aktivni. Kar pomeni, da mogoče v kremah le niso preveč koristni. Ne posebej, če so izpostavljeni temu otroci, ki se pravi treba imeti dežnik ali pa drevo, ne pa kremo. Eno v čokoladah je, ali ta zlati čokoladi. No, vsaj pa tudi tudi omenjam, da evropski projekt, tega si res štejemo v velik uspeh, prijavili smo ga leta 2010, 2011 se je začel. Ideja je zrasla skupaj s kolegi iz inštituta Jožef Štefan, ker smo delali skupaj na problematiki ustakov farmacevtikov v okolju. Zakaj pa smo se odločili za citostatike? Zaradi tega, ker
podatkov o njih ni, ve se, da v okolju lahko so. Jih je mnogo manj kot druge farmaceutike, zaradi tega, ker so uporabljajo manj, ampak je pa njihovo delovanje, ki se pravi večine, ne vseh, to se pravi, da lahko delujejo na netačne organizme, tudi v okolju. No, moram reči, da zdaj se končuje, konec leta bo projekt zaključen, razvili smo številne nove metode analitske, pridobili smo nove ekotoksikološke podatke, predvsem raziskav in tako naprej, ampak najbolj se mi zdi pomembna ta ugotovitev. 10 nanogramov na liter ta Evropska agencija za zdravila smatra kot tisto koncentracijo nekega farmaceutika, ki tudi bolj ne predstavlja tveganje za okolje. Mi smo šli potem testirati v dvogeneracijski poskusu ribe celice s klororacilom, to je enocitostatiko, in kaj smo ugotovili? Tudi pri tej koncentraciji je povzročil genotoksične efekte, mikronukleuse in poškodbe DNA, povzročil je tudi neke degenerativne spremembe na jetrih in na ledvicah. Zraven smo naredili pa tudi toksikogenomske analize, kjer se je pokazalo, da se od doze odvisno spreminja število genov, ki se diferencialno izražajo, in identificirali smo kar nekaj onkogenov, katerih regulacija je bila povečana, kar kaže na karcinogenni potencial. Mogoče to za ribe ni tako grozen z našega stališča, če pa par praha neč hudga, ampak vendarle v dolgem obdobju pa lahko to tudi preko več generacij, ne samo dve, vendar vpliva tudi na okoljske populacije. No, to je tudi že ta omenjen test, hitro zaznavanje genotoksičnosti. Jaz nisem vedela, da bo to še vse povedala, kaj še mogoče malo drugačko naredila. No, kakorkoli, ideja je, test smo razvili pred leti že, ampak je tudi validirati in so rezultati pokazali izjemno dobro občutljivost in specifičnost, to se pravi, da pravilno zazna genotoksične snovi in pravilno zazna oziroma ne zazna negenotoksičnosti. No, in potem še kemoprevencija, to je recimo mene zelo ljubo področje, zaradi to, ker ima en tak pozitiven prizvok. Tam so sami izgledu, sam nekaj nevarnega, to je pa nekaj pozitivnega. In kako smo mi prišli sploh do tega vpliva, pa Santokomona je taka heksna zgodba, smo zdaj z direktorico Tamaro na kongresu smo se pogovarjali z enim Japoncem, zelo uglednim raziskovalcem na področju antimutageneze in smo seveda govorili o vinu, kjer je ta resveratrol neskončno aktualno, on je pa rekel, ampak tudi v pivu je nekaj. No, in potem smo nekako prišli do sodelovanja z Pivovarno Laško, ki je te začetne raziskave podprla in potem smo skupaj z fakulteto za farmacijo, z univerzo v Groningen in tako naprej, smo identificirali kot aktivno substanco Santokomon. In pomembno je, da smo ugotovili, da res v nizkih koncentracijah deluje zaščitno proti prekrasnih Ja, ampak vsega je doma na veliko premalo. No, in pa Kozjana, moramo vedeti, na Kozjana, ki smo interpretirali za kemikacije iz mesa, je prepričal nastanek predrakavih tvorb. Pokazali smo tudi diferencialno toksičnost za normalne rakave celice, to se pravi, za normalne je bil mnogo manj toksičen kot za rakave celice. Podobne lastnosti pripisuje tudi resveratrolu, ne, prišel pri tako nizkih koncentracijah, ne, ampak je veliko bolj popularen kot Santokomon. Tako da jaz mislim, da Santokomon še ima prihodnost najti, da se mu treba ustrezne investitorje, ki bojo pripravljeni investirati v razvoj izdelkov na osnovi Santokomona. No, kot sem rekla, to je vse bilo skupinsko, timsko delo skupine za genetsko toksikologijo, tukaj da sem dala sklice z različnih let 2007, 2011, 2014. Vidite, da se že zelo dobro pozna krčenje sredstev za raziskovalno dejavnost. In takole, ne vem, kam bomo prišli. Bi pa tokrat mogoče vseeno vedela, bi se ne mogoče zdi se mi
mi prav omeniti tudi doprinos skupnih služb. Danes so, kot je bilo že omenjeno, vodenje projektov je vedno bolj administrativno zahtevno, vedno več dela je treba posvečati k temu, zato je ta pomoč zelo dragocena. Namesto da mi se ukvarjamo z administrativnimi deli, lahko pišemo druge projekte, da lahko beremo članke. Tako da to je izjemno pomembno, da imamo usposobljene sodelavce tudi na tem sektorju. Tukaj pa so še navedeni vse inštitucije, s katerimi smo zadnjih letih sodelovali in s katerimi imamo tudi skupne članke. Mi pa smo prišli do trenutka, ko bomo razglasili prejemnika velike nagrade Miroslava Zeja za življenjsko delo na področju dejavnosti NIR. Prosim predsednico znanstvenega sveta NIR, izredno profesorico dr. Jano Želj, da razglasi nagrajenca. Seveda nagrado pa bo podelila profesorica dr. Tamara Lah-Turček. Veliko nagrado Miroslava Zeja za življenjsko delo na področju dejavnosti NIR za leto 2014 prejme profesor dr. Jadran Faganeli, ki ga vabim, da se nam pridruži. Profesor dr. Jadran Faganeli je vrhunski mednarodno uveljavljeni raziskovalec biogeokemičnih procesov v morju, lagunah in celo v gorskih jezerih. Njegov znanstveni interes je raznolik in povezuje raziskovalna področja z multidisciplinarnimi biogeokemičnimi raziskavami ter se odraža v sodelovanju z različnimi strokovnjaki, kot so biokemiki, fiziki, oceanografi, mikrobiologi, geologi in biologi različnih profilov. Rodil se je leta 1950 v Trstu. Leta 1974 je diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 5 let kasneje je magistriral in na isti fakulteti leta 1984 doktoriral z disertacijo Produkcija in transformacije organsko vesanega dušika v obalnem morju Tržaški zaliv. Po doktoratu se je strokovno izpopolnjeval v Göteborgu na Švedskem. Leta 1999 je bil habilitiran v rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Od leta 1978 je redno zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer deluje v enoti za morski biološki postaj v Piranu. Od marca 2004 pa je zaposlen kot redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. V izredno bogati znanstveni karieri je težko izbrati specifične doprinose profesorja Faganelija k mozaiku vedenja o biogeokemiji slovenskega dela Jadrana in severnega Jadrana. V zadnjem desetletju bi lahko združili njegovo znanstveno raziskovanje v 3 širše sklope, in sicer na biogeokemijske pretvorbe živega srebra v obalnem morju in lagunah, sestavo in funkcijo koloidne organske snovi v morju s poudarkom na sluzastih makroagregatih ter pretvorbe sedimentirane organske snovi v stratificiranih alpskih jezerih. Raziskoval je z eminentnimi domačimi in tujimi znanstveniki različnih strok, od katerih izstopa izjemno tvorno sodelovanje s profesorjem dr. Bojanom Ogorelcem in profesorico dr. Mileno Horvat, od tujih kolegov pa s profesorjem dr. Markom Hinesom iz ITA in profesorjem dr. Stefanom Koviljem iz Italije. Njegov znanstveni opus je izjemen, saj obsega 122 izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov, od katerih je velika večina objavljenih v revijah z dejavnikom vpliva. O kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela profesorja dr. Faganelija priča tudi izjemna znanstvena odmevnost njegovih objav, saj je v zadnjem desetletju zbral 1168 čistih citatov, indeks njegovih objav pa je 19, kar dosegajo le redki raziskovalci. Profesor dr. Jadran Faganeli je tudi cenjen redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet in tudi širše na Ljubljanski univerzi, kjer predava predvsem vsebine povezane z varstvom okolja in biogeokemičnimi procesi v morju. Bil je mentor ali somentor 10 doktorandom, 2 magistrandoma in več kot 40 diplomandom na različnih slovenskih in tujih univerzah, v vrstah katerih so danes mnogi priznani in uveljavljeni raziskovalci.
Je soavtor univerzitetnega učbenika in avtor več učnih gradiv na Univerzi v Ljubljani. Leta 1989 je za svoje dosežke s sodelavkama prejel Kidričevo nagrado za raziskavo s področja spremljanja stanja morja in iskanje vzrokov za procese v njem. Profesor dr. Jadran Faganelli. In sedaj bom poprosil našega nagrajenca, da nam nameni nekaj besed, nekaj misli. Izvolite. Hvala lepa za mislim vse seveda zelo lepe besede, ki jih je bilo mogoče preveč, nisem navajen tega. Vem, da je malo v bistvu neprijetno sebe poslušati o sebi, pa naj ne bo neka mislim skromnost, neka pretirana skromnost. No, moj v bistvu najbolj skoršni podatki, ki so bili že navedeni. Od leta 1994 dalje znanstveni svetnik klima, od leta 1999 dalje redni profesor za kemijo okolja na UL, da ne bom mislil resnovno vse, ko sem se v bistvu podobno predstavljal, mislim, na kemiji tistega daljnega leta 1999 in vse, mislim, ko sem povedal, da sem tudi znanstveni svetnik, me je seveda profesor Škrjanc, vi se spomnite, mislim, bil, profesor Škrjanc, mislim, vprašal, kdo vam je pa dal, mislim, tist naziv, ne? Tako da, ne bo to, mislim, resnovno. No, torej, čim se bavim se v bistvu biokemičnimi procesi, v bistvu kaj to je. To je pravzaprav mislim biokemija zemljinega površja, kjer seveda mislim delujejo vsi faktori in sicer to seveda biološki, kemični in pa biološki v svojem, recimo, 40-letnem, oziroma v bistvu skoraj 40-letnem raziskovalnem delu bi izpostavil mogoče te tri poudarke pri seveda v tehle raziskavah in sicer prvi tale izvor in pa biokemično okroženje organskih snovi, posebej v Severnem morju, predvsem Severni Jadran, Severni Tržaški zaliv, nekaj malega tudi v alpskih jezerih, predvsem v Severnem Sidrejskem. Potem, kako se ta biokemične lastnosti teh bazenov, kako se manifestirajo kako so sebi manifestirali v preteklosti, oziroma kakšen zapis nudijo in kako lahko na osnovi tega sklepamo, kakšne so bile razmere v preteklosti in kaj nam lahko tudi pomeni za razumevanje prihodnosti tistega bazena. No, in na tesni seveda zvezi z v bistvu kroženjem organske snovi, tudi seveda kroženje nekaterih elementov, pri tem je predvsem treba izpostaviti živo srebro, v bistvu s katerim dejansko delamo že, v bistvu res je pišeni več kot 15 let, ali 20 let. Tam je kolegica Horvatova, ki me je
ki me je mogoče v bistvu prva, mislim, to uvedla. Zdaj, kar se gospa malo muza, ampak nekako tako je. No, spod sem jaz seveda mislim delal, oziroma to so vsi tisti, s katerimi smo te raziskave, mislim, skupaj delali, jih je šle pogledati, mislim, malo bolje. Predvsem, kar se tiče organskih snovi v seveda morju, predvsem je se podarek, mislim, na polovinih in pa na agregatih, bi seveda predvsem omenil Druge Kovač, mislim pa Polje Vajka na Monifonivu, pa mnogo na ISR-ju, bolj sem Šketa, mislim na kemiji, Orlan, mislim na kemičnem inštitutu in pa Peno, ki je bil, oziroma zdaj je že upokojen v Monifonivu. Organska snov v sedimenti obalnega morja, Alpskih jezerih, predvsem kolegica Obrinc iz inštituta Jože Štefan, potem Pezlič, ki je bil profesor na NTF, UL, ki so pokojni Bojan Ogorelec iz Biološkega zavoda, Mandič Mulec na biotehnički fakulteti in pa na naši visokoški biološki kraj Branko Črmelj. No, v bistvu mogoče par besed o teh organskih poroidih. No, tu smo naredili mogoče na tem celem področju smo naredili precej, recimo, tudi je bilo precej odmevno. V bistvu gre za kaj? Gre za sluzenje, ki se občasno pojavlja, mislim, da seveda v severnem Jadranu, z pomočjo spektroskopskih, seveda metod in pa ostalih, mislim, kemičnih, smo poskušali razpoznati, kaj to kemično je. V bistvu v tem procesih so tu seveda, mislim, važni in kako ta stvar seveda, mislim, razpade. Tu, mislim, imate, mislim, primer, pardon, tu imate primer enega v bistvu pojava sluzi ob Bernardinu v Piranskem zalivu in pa en, mislim, 3 oseb, mislim, posnetek, projekte za tehle, v bistvu, zamreženih, mislim, polisaharidnih struktur, ki pač, mislim, taki, mislim, sluzi so. No, v bistvu se nam primer take schematskega, mislim, prikaza, kemične sestavljate sluzi. No, predvsem je važno to, da je v bistvu najpomembnejši del so v bistvu tako imenovani heterošpojni saharidi, ki se potem seveda mrežijo in aglomeracija poloidov, ki seveda med tem poteka, tudi pospešujejo tine delci, ki so pisani v morju, v vodnem stolpcu. Dalje, agregacija tehle polimerov, ki so pretežno v bistvu fitoplanktonskega izvora, nekako, mislim, potekala, pardon, ker sem jaz malo, vidite, jasno je, da mislim delci, imajo tu seveda, mislim, malo funkcijo, vidite, da aglomeracijo teh vidov pospešujejo. No, v bistvu naslednji takle, recimo, tehtana pa manj tehtan, seveda, mislim, prispevek, je seveda, mislim, porazdelitev, mislim, organskih snovi in pa za pomočjo izotopske sestavne delta
13C izvora. No, vidite, bolj gremo, seveda mi se zdi v Soče, 13C se seveda manjša, to pomeni, da je v bistvu kopenski izvor organskih snovi seveda bolj seveda važen. Seveda, zakaj? Ja, pač v bistvu zaradi izvora organskega ogljika v fotosinteškem procesu, v bistvu kopenske rastline, v bistvu rabijo predvsem ogljikov dioksid, v bistvu morske vodne, pa predvsem hidrogen karbonatni ion. No, vidite, na takvi osnovi teh porazdelitev se potem da tudi videti, odkot je izvor. Kaj nam pove zdaj, če gremo gledat eno tako vrtino, locirano v sredini Tržaškega zaliva, vrtina GT3, če gremo eno sliko nazaj. Zdaj imamo razvoj v bistvu severnega Jadrana oziroma Tržaškega zaliva v Holocenu, od recimo do predzadnjih 10.000 let dalje. Okolje je bilo kopensko, segalo je v bistvu kopno, veste sami, to iz šole, že do nekje linije Zadar, Ancona. No in seveda vdor morske vode, ki je prišel ob zahodni istrski obali, notri v seveda Tržaškem zaliv. In najprej, zaradi tega, ker je bilo v bistvu prvotno kopno proti istrski strani, v bistvu nekoliko se nagnjeno, najprej poplavil jugo-vzhodni del zaliva in nato se nekako v bistvu širil na sever, morje se potem širilo na sever in največji obseg dosegel pred približno, oziroma tam nekje 5000 pred našim štetjem. No, gledajte, ena taka vrtina, ki smo jo izvrtali s tržaškimi kolegi v sredini Tržaškega zaliva, GT3, gledajte ta plem, nam z rabo vseh teh različnimi parametrov, predvsem pa izotopske sestave delta 13C, ki imamo prikazan tukaj, vidite, nam točno, seveda bi si jasno povedal, kdaj je organska snov nastajala seveda morsko, oziroma kdaj je bila pretežno kopenska. Zelo lep indikator je tudi izotopska sestava 15N, oziroma vrednost delta 15N, ki nam pove, oziroma tukaj pač nikaj prikazano, ampak nam lahko pove, kdaj se je eutrofizacijski procesi v Tržaškem zalivu začeli. No, gledajte, potem mi se naslednji sklop, proženje nekaterih elementov, ki so z organsko snovjo povezani. Izpostavim predvsem živo srebro, ki je v bistvu toksično, oziroma potencialno toksično, ker lahko z probniki procesi nastane izredno toksično metilno živo srebro, ki se potem v prehranjevalni veliki topiči. No, tu bi moral predvsem omeniti kooperacijo z Martin Heinzom, University of Massachusetts, potem pa bi seveda Spinello Horvath,
Veljem iz Trsta in pa Tamar Barkaj iz Rutgers univerze v New Jerseyju. No, to verjetno veste vsi, Idrija, kot bi si posledica seveda 5-letne ali pa še več mogoče daške dejavnosti so se ti ostanki živa srebra z nadlevinami in zato, ko v bistvu najprej glivice, potem mače, potem soče, tekom se na 500 let nalagali v Žaški zaliv in se še. No, vidite, in če pogledamo, kakšna je horizontalna porazdelitev visocebnosti, vidimo, da je zaradi tega, pogledajte, izraziti gradient med izlivom in soče, pogledajte ta v bistvu kompleksni zalivom, gledajte tudi 100-kraten, ali pa še, ja, 100-kraten. No, vprašanje seveda nastaja, ali je to živo srebro posenka, ki se deponira v tistem možnem seveda okolju, ostane tak, kot je, ali se z mikrobnimi procesi ali pa biotemičnimi pretvarja. In sicer se pretvarja kot sem prej rekel, v zelo strupeno, seveda metilno živko srebro, ki potem vstopa v prehranjevalne veline, ki lahko pride tudi do nas in seveda posledica je potem lahko tudi raztopitev. No, tu vidimo eno tako tipično biotemično kroženje, ki je sestavljeno iz procesov v izvodnem stolpu, v atmosferi in pa v morskem ali pa rečnem ali pa jedrskem dnu. No, zanimala so nas predvsem seveda kemični procesi, ki potekajo v morskem sedimentu in ki vodijo do v bistvu nastanka tega visokotoksičnega metilnega živega srebra. No, gledajte, še mogoče to, v kakšni povezavi je zdaj kemični procesi z organsko snovjo, ki je prisotna v vodnem stolpcu, oziroma ki se v vodnem stolpcu posede. Jasno, mikrobni procesi so proces nastajanja metilnega živega srebra je anaeroben in ga predvsem vodi sulfato-sredičinske bakterije, ki so tipične za anopsične sedimente. No, zanimalo nas je v tej raziskavi, še mogoče par minut, metilacija, to pomeni sam mikroben proces, ki vodi do nastanka metilnega živega srebra in pa seveda v bistvu nasproten proces, ki pa metilno živo srebro razgrajuje in jasno je, da vsebnost, ki je prisotna v vodi, je rezultat teh dveh nasprotnih procesov. No, v bistvu na koncu pa še par zahval. Posebej zdaj uradne, seveda, ameriške tekste, tam so se zahvaljevali, mislim, da bi se vse mogoče. Vse zahvalil Bogu, vse zahvalil Jacku, Johnu, pa temu, torej, en seveda, kup ljudi je pač imelo tukaj
imel svojo vlogo, je pa bolj mislim skromen. In sicer predvsem FGTT UL, kjer sem seveda svojo, kako bi šel rekel, raziskovalno pot, seveda mislim pričel in tudi in sem prišel tudi do seveda mislim vseh mogočih seveda mislim nazivov. Najpomembnejši bi se lahko tukaj zahvalil profesorju Stanovniku, diploma, Vedezu, magisterij, Kregarju, doktorat in pa seveda mislim pokojnemu Jožetu Marselju, ki je bil vse skozi član, predsednik in pa podobno vseh mojih habitacijskih komisij. Profesor Jožetu Štirnu, ki mi je sprejel v seveda mislim službo, ne vem, ali bo dobro, ni bo dobro. Prišli pa smo še do enega vrhunca nocojšnje prireditve, tudi moramo priznanje častni član Nacionalnega inštituta za biologijo. Ta laskavi naziv mi podeljuje raziskovalcem, ki niso zaposleni na nivu z dolgoletnim delom, bistveno prispevajo k ugledu in znanstveni odličnosti niva. Sestavni del priznanja častni član je tudi svečana plaketa z likom dr. Miroslava Zeja in nazivom častni član Nacionalnega inštituta za biologijo. Prosim predsednico znanstvenega sveta, profesorico dr. Jano Želj, da razglasi častnega člana NIMA. Priznanje častni član Nacionalnega inštituta za biologijo prejme profesor dr. Cornelis Johannes Forendinis van Norden. Raziskovalna pot profesorja dr. Rona van Nordena obsega preko 35 let delovanja na oddelku za celično patologijo in histologijo Univerze Amsterdam. Najbolj je prepoznan kot ekspert za encimsko histokemijo in metabolno mapiranje, kar je v zadnjih 25 letih kombiniral s kvantifikacijo s pomočjo analize slik. Sodelovanje profesor dr. Rona van Nordena z Nacionalnim inštitutom za biologijo se je začelo pred 15 leti na področju raziskav proteaz v raku in pri študiju vloge proteaz v napredovanju tumorjev. Profesor van Norden redno obiskuje NIP zaradi skupnih raziskav in posvetovanj ne samo z področja proteaz, ampak tudi z področja ekotoksikoloških raziskav, karakterizacije cianobakterijskih cvetov in nam v zadnjem času pomaga pri razvoju živalskega modela rib cebric za uporabo v toksikologiji in biologiji raka. Poleg tega je tudi nasplošno velik podpornik in promotor naših aktivnosti v mednarodni areni. Prosim direktorico, profesor dr. Tamaro Lah-Turenšek, da prebere obrazložitev in nagrajenca, profesor dr. Rona van Nordena, da se mi pridruži. Profesor dr. Ron van Norden, please join us. I would now continue in English. It was all your contribution to our collaboration was explained in Slovene. I will not take too much of your time, so I will just very briefly mention that it's already a great, that we are very honored and pleased that we can, we decided to give this title and that we really appreciate your coming here and collaboration, which is more than 50 years, I think. But I would like you to take the word and maybe show us your view on collaboration. Dear President of the Slovenian Academy of Sciences, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm very, very honored with this membership of the National Institute of Biology, and it really moves me personally, and I'm going to tell you why. It was in 1989 that Tamara Lah was organizing a meeting at Tito's
Palace, not far away from the airport, on proteases and cancer. Proteases are proteins that cleave other proteins, and it was then coming up that those proteases could be involved in cancer, in progression of cancer. I went there as, well, we were both young, but I went there as a young guy. And I was with my mentor, that was Robert Smith from California. He had a small biotechnological company in near San Francisco and was selling substrates and inhibitors of those proteases. And Tamara was in the camp of La Grande Dame of the proteases, Bonnie Sloan from Detroit. She had worked there for a couple of years. So we didn't have much communication because we were honorable followers of our mentors. So I was in the small camp of Robert Smith, and Tamara was in the huge camp of Bonnie Sloan. So that was the beginning, but was not the end. In the next decade or so, we were meeting each other time and time at different conferences, and we were losing ourselves from our mentors. So we had more time to interact, and then we started to respect each other's research. And that ended up in an invitation by Tamara to come to a symposium of the Slovenian Biochemical Society. And I think that was the real point of cooperation. And what did we do? I think that was a very important thing, at least for me. We started to cooperate, and in that cooperation we started to look critically at the role of proteases in cancer. And we started to think, well, those proteases are not only to enhance cancer, but they can also stop cancer. So if you start to inhibit that, then in fact you start promoting cancer. And we were more and more convinced, we had evidence for that, and we had a poster in a meeting in Genoa on metastasis of cancer. And on that poster, there was not much on it, but it said proteases may not be altogether pro-cancer. And there was an enormous uproar. It was a simple poster, but an enormous uproar. The La Grande Dame, Bonnie Sloan, with old Lynn Matrician, who was the boss of NIH then, a really big person, and they really told us, you cannot publish that, because then we lose our grants. Seriously. That happened. And the significance then is that both Tamara and I, we decided to keep our back straight and publish what we wanted to publish, our doubts about that proteases had this simple pro-cancer role. And we had few followers. But we did have one, and that was a very important one, and that was a Spanish guy, and now I forgot his name. Lopez Otero, right. And he even thanked us for writing the publication, and that really gave us strength. But that also meant that we started to cooperate more and more intensively. And now, let's say the last 5 years, I'm here about 3 times a year, and I love it. Not only because Ljubljana is a fantastic city, which I mean. Slovenia has everything, from mountains to sea. You know it, of course, but for me as a Dutchman, that is really something special. No, I'm here mainly because of the fine way of cooperation, and we're still working on cancer, proteases, we are still working on proteases, but also on other things like cancer stem cells. And before I close, Tamara was in Amsterdam in my institute, the Academic Medical Center, as a Spinoza professor,
And she gave there a fantastic lecture, a Spinoza professor, called Cancer Stem Cells. And that was in fact the beginning of our cooperation also on cancer stem cells. And now I feel this is my second home, the National Institute of Biology. And I hope I have convinced you that it means something very special for me to be honorary member of this institute. And I thank you very, very much for giving me that honor. Thank you very much.